Pozdravljeni. Zgodbe o tem, kakšne so težave Ferrarija F1 pomišljaj 75, še zdaleč ni konec. Poglejmo si skupaj, kakšne so novosti na tem področju. Povod za današnji prispevek sem dobil v članku, ki sem ga zasledil na italijanski verziji spletne strani motorsport.com. 22.6. je Franco Nunez objavil svoje razmišljanje ter analizo o tem, zakaj Ferrari na veliki nagradi Kanade pač ni bil tako hiter, kot bi lahko pričakovali. Prišel je do zanimivih zaključkov, namreč ugotovil je, da Ferrari F1 pomišljaj 75 nima tako dobrih uspeškov in zaradi tega ne doseže visoke končne hitrosti. Prav bomo videli na tabelah, da številke na prvi pogled lahko tudi lažejo. A zgodba je zanimiva iz prav posebnega razloga. Tu na kanalu Večersway smo o tem že govorili. In pripravil sem kar nekaj prispevkov. Prvega, posebnega prav na to tematiko sem objavil približno pred 2 mesecema, 25. aprila, ko smo razglabljali o težavah Ferrarija pred ovinkom Tamburello. Nato 24. maja, po veliki nagradi Španije, smo skušali ugotoviti, ali je Ferrari odpravil hibo, ki smo jo ugotovili mesec poprej. In seveda, tokrat ne bom pristavil samo naslovnic prispevkov, kolikor bo koga zanimalo, ima bližnjici do obeh prispevkov navedenih v opisu. Sam ne bi rad ponavljal tistega, kar je bilo že povedano, ampak ugotovitve so bile, da Ferrari je poznejši na ravninah, ker pač ne razvije dovolj hitrosti. In do podobnih zaključkov je prišel tudi Nunez. Če vzamemo samo tabelo tistih najvišjih končnih hitrosti iz velike nagrade Kanade, bomo videli, da najvišji rezultat je dosegel Charles Leclerc. In sedaj bo marsikdo izmed vas dejal, saj si rekel, da Ferrari ima težave z doseganjem končne hitrosti. Pa Charles Leclerc je imel prvič zadnji stabilizator, ki je bil predviden za Silverstone, z bistveno manj upora, in drugič, skoraj celotno dirko je vozil s sistemom DRS. Tudi Nunez ugotavlja, da je ta podatek bistven. Pazili smo, in to sem omenil tudi v komentarju, da je imel velike težave pri prehitevanju Ocona. A po drugi strani, tudi Carlos Sainz mlajši je imel velike težave v boju z Maxom Verstappenom, ampak zopet ista zgodba. Sainz je imel pomoč DRS-a, medtem ko Max Verstappen ne. Rezultatov Maxa Verstappena nekako dodamo, naprimer 15 km/h, bo zgodba čisto drugačna, ampak verjetno malce bolj realna. In Franco Nunez dodaja, da je težava Ferrarija na električno-hibridnem delu. Namreč trdi, da pri skuteriji Ferrari niso zmanjšali moči pogonskega sklopa, recimo temu zaradi varnostnih, vzdržljivostnih razlogov, temveč da so pri električno-hibridnem delu zmanjšali količino energije v tistem drugem delu ravnine, in to predvsem zaradi razloga, da ne bi ostali pravzaprav brez energije. In če se spomnite prejšnjih prispevkov, sem dejal, da po mojem mnenju mora Ferrari narediti nekaj prav na komponenti
baterije in kontrolne elektronike. Namreč do septembra je čas, da homologirajo morebitno spremembo na enem in drugem delu. In pričakoval sem, da bodo to storili že prej, kajti kolikor se spomnimo, od velike nagrade Emilia Romagna je krivulja pri skuderiji Ferrari začela iti navzdol. Zdaj si bomo pogledali, kaj pravzaprav je ta težava, ki jo lahko ima skuderija Ferrari. Zopet si bomo pomagali z maketo, da bo zadeva bolje razumljiva. Videli bomo tudi s pomočjo telemetrije, da ima Ferrari težave v pospeševanju in pospešek pač doseganje določene hitrosti v danem časovnem intervalu. Vidimo lahko, da tu je tisti električno-hibridni del bistven, kajti pri pospeševanju se rabi dodatnih 120 kW, ki jih lahko nudi MPUA. 20 kW preračunano v konjske moči je približno 150 konjev. In seveda omejen je tudi pretok energije. V enem krogu lahko, dovolite mi izraz, požanje 2 megajoula električne energije, v istem krogu jih lahko porabi 4. Meni, da izjemoma lahko porabi vso energijo, ampak potem v naslednjih krogih jo ne bo imel več toliko na razpolago. Prav v tem elementu izgleda, da ima Ferrari težave. Namreč za dober pospešek kot dobro končno hitrost je treba imeti seveda majhen zračni upor, v primeru Ferrarija F1 pomišljaj 75 ni vrlina, nizko maso, ker smo lahko slišali, da pri Ferrariju so na meji. Pazili smo, da letošnji bolid praktično še cel v rdeči barvi, medtem ko pri konkurenci smo videli kar ogromne površine brez barve ali pa seveda močnejši pogonski sklop. Smo lahko z logičnim razmišljanjem videli, da nekaj ni v najlepšem redu, vsaj v primerjavi s konkurenci. Sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj prihaja do takih rezultatov. Namreč pri skuderiji Ferrari so po mojem osebnem mnenju vedeli za to napako bistveno pred tistim 25. aprilom, ko sem jaz pripravil prvi prispevek. In zagotovo je bilo mnogim inženirjem to jasno pred 22.6., ko je Franco Nunez objavil to na motosport.com. A marsikdo izmed vas bo dejal, kaj govorim, saj sem pokazal, da je Charles Leclerc bil hitrejši. A tu bi vam rad pokazal grafik telemetrije. Namreč primerjali bomo Maxa Verstappena in Charlesa Leclerca na drugem prostem treningu, kjer sta lahko oba prosto uporabljala sistem DRS in oba sta hotela doseči nek spodoben rezultat. Kolikor pogledamo tisti dve zadnji ravnini, med katerima je 13. in 14. ovinek, bomo takoj ugotovili, da v zadnjem delu Red Bull uspešuje bolje. Razlika med obema črtama se veča in tista modra, ki predstavlja Red Bulla številko 1, je bolj strma v obeh primerih. In to seveda je edino možno, če električno-hibridni del ne deluje na polno. Namreč motor z notranjim izgorevanjem nima neke funkcije, ki bi od spodaj delovala, na vrhu pa ne. Edina druga možna razlaga, zakaj prihaja do takih odstopanj, je ta, da pri Ferrariju so zgrešili prestavno razmerje zadnje osme prestave, kar si pa sam osebno ne predstavljam kot mogoče.
A vrnimo se k tistemu, kar je bistvo tega prispevka. Namreč ni mi toliko, da bi se hvalil. Glejte, 2 meseca pred ostalimi sem vam povedal tisto, kar je dobilo sedaj potrditev. A rad bi dodal nekaj. V 2 mesecih pri skuderiji Ferrari v bistvu niso naredili nobenega koraka v pravo smer. Videli smo, da iste težave, ko so se pojavile v Imoli, so bile tudi tu na progi posvečeni Gillesu Villeneuvu. In drugič, marsikdaj ste lahko slišali pri raznih domačih, ampak tudi tujih avtorjih, da sami ne moremo nič, če smo tu doma in se ne nahajamo na sami lokaciji. V resnici smo videli nekaj drugega. Res, od doma se ne da narediti tistega, kar je možno narediti, če je človek tam sredi dogajanja. Ampak tudi od doma se lahko pride do določenih zaključkov bistveno pred ostalimi. Seveda ne trdim, da so moje teorije zmeraj one prave in v bistvu mesec ali 2 pred ostalimi, ampak tokrat, priznam, se mi je posrečilo ugotoviti pravo smer. To ni izgovor za mnoge druge avtorje, da v svojih verjih samo prevajajo ali prepisujejo druge avtorje, ki si pač drznejo nekaj povedati. V Formuli 1 je treba biti drzen. Taki naj bodo tudi pisci, ali gredo v pravo, ali pa v napačno smer. In seveda, sedaj s 3. prispevkom o teh težavah Ferrarija F1 pomišljaj 75, upam, da smo zgodbo zaključili, kajti pričakujem, da v roku 1 meseca takih grafov ne bom videl več. Tokrat bo to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.